Fantasy. Radio Fantasy. Ta teden je na Radio Fantasy res, lahko rečem, ekstra, ker ta teden je Janko na dopustu. Jaz pa tudi, da nisem sama, sem si seveda vse dni povabila in založila tudi z družbo. Zdaj, ta teden dejansko gostim DJ-je Fantasyjevega odra iz Žalske noči, ki bo 2. septembra v športnem centru Žalec. In danes je z mano v studiu tudi lokalni DJ in producent, ki ga poznamo pod imenom Minless in ne Mindless. Bravo. Dobro jutro. Dobro jutro tudi tebi. Ok, zdaj Mitja ti piše na osebni. Ja. Te smem jaz malo prekinati? Daj pa. Mi moramo začeti prvo z nekim sladkim in sem ti prinesel Milko. In tudi gor piše thank you, kar pomeni hvala ti, ki si me povabila, pa ti tole dam. Hvala lepa, čaki. A veš? Ja. Sicer kao dieta pa te fora, ne, sej veš. Lej, dan si nimaš. Dan si nimam, Dan si ok, nimaš. dan pred zajtrkom, torej začnem s čokoladicami. Tako. Ok, zdaj Mitja še enkrat dobro jutro. Dobro jutro. To je tvoje pravo ime. Tako je. Tisto, ki ti ga je mati podarila ob rojstvu, oziroma tudi ati verjetno. Tako. Ampak zdaj ti meni lepo prosim razložite to našo večno dilemo. Minless, mindless, mine je mine, ali je samo minless, ali kak je prav? Ja, prvotno je Minless, Okay. ampak ne vem, zakaj vsi govorijo Mindless, načeloma, ampak Minless je prav. Minless je pa Mindless dejansko prav. Tako. Okay. Pa zdaj, če se vrnemo nazaj recimo na tvoje starše, predvsem na očeta. Ja. Ker čula sem, da tudi foter je DJ. Tudi, ja. Zdaj pa, kaj on suka, da je tebe ugnal v elektronsko glasbo? V bistvu se je tako začel, da on je že menda tudi začel rolati, ko je bil tam 14-15 star. Tako si ti zdaj? Hvala lepa. Hvala lepa. Ne, to malo zabave. Ja, no, takrat je nekaj začel rolati in je začel rolati po teh diskačih itd. Ne? In potem sem se jaz rodil in se prav spomnim, ko je imel doma prav tako stalažo kaset različnih muzik. In mene so, ko sem bil majhen, so me vedno klicali blondinka na federcah, ker pač sem bil tako hiperaktiven in pač mama nikoli, jaz ga ne morem umiriti, in me je pač poslala k mojem fotru. In on je me dal sam na koleno, se spomnim, dal slušalke gor in se prav spomnim, da mi je dal komad, meni zdi, je bil celo od Abe, Gimme. Gimme, your In man. takrat, ko sem jaz ta komad slišal, sem kar naenkrat počakal in sem začel sam z glavo tole delati in od takrat naprej sem jaz svejo, da... Ali obstaja kakšen video posnetek tega? Ne, nažalost ne, ampak lej, tule not obstaja pa spomin, kar je najbolj pomembno. Draga moja blondinka na federcah. Torej, dragi moji, da ne boste vedeli, mislim, da ne boste rekli, da niste vedeli. Se pravi, Minless ni mindless, ampak je blondinka na federcah. Joj, mi je že žal, da sem to rekel. To bo je zdaj že ta veliki naslovi na naslovnicah. Ja, tako. Zdaj, glede na to, da ti rolaš na Fantasyjevem odru, ki bo na Žalski noči. Kak je pa kaj s tvojim obiskom Žalske noči? Ker pretekli DJ-ji, ki so bili tukaj, so priznali, da na Žalski še niso bili, tudi ne kot obiskovalci. Kak je pa s tabo? Ok, jaz te bom pa zelo presenetil. Jaz sem Res? bil pa že kot obiskovalec in že kot nastopajoči. In glih, ko sem se vozil sem gledal, čakaj, kdaj sem jaz nazadnje na Žalski rol in sem šel prav na YouTube gledati leto 2015. Torej se zdaj vračaš lepo po 8 letih v slogu. Tako, matematika ti gre, wow, jaz sem komi prišel do 8, veš, sem komi izračunal. Mislim, ne gre mi, ne. To je dejstvo, ampak pač ratelj mi je, se veš, vsake toliko se ti usere. Zdaj, jaz imam še mogoče eno izvenserijsko vprašanje, sploh kar se tiče DJ-stva, produciranja. Mislim, jaz sem zdaj tudi primorana biti za mešalko, pa mi to glih ni. Gre ti ful. Ne, gre. Daj prosim, Janko, to povej. Bom povedal. Ali pa Janko mogoče gre. raj ne. A veš, da me ne bo preveč kar same pustil. Ok, produkcija, komadi, kako bi se sploh sestaviš, kako prideš do ideje, kak komad bi naredil? To je pa res čisto odvisno. Včasih začneš, ali dobiš kak vokal, pa začneš okoli vokala graditi komad, ali začneš dejansko z melodijo, ali je že včasih dober, oziroma dosti samo bit, čisto odvisno, res odvisno od situacije, v kateri si pač Postavljen. tako v bistvu, postavljen. vržen. Ja, tako. Kaj pa mislim, ok, razumem situacijo, ampak se veš, recimo pisatelji ali pa recimo tekstopisci dobijo včasih inspiracijo tudi, ko sedijo na WC-ju. Absolutno, jaz jo velikrat dobim po tušom. Ja. Ker na WC-ju sem ponovadi zaposlen, po tušu imam pa cajt razmišljati, veš. Ok, ne bomo vprašali, s čim si zaposlen na WC-ju, ampak ok. To je pa za drugič, no.
V redu. Zdaj, poznaš dejansko vse nastopajoče, ki so na Fantasyjevem odru? Poznam. Ja? AK, Red Heady, Poznam Risa Brown, poznam. Disco DJ-ka. Njo dobim jutr. Njo dobim jutr v roke, ker prav vesela sem, da končno pride ena poskočna deklica, lahko rečem. Jaz sem pa tako slab, ali kaj? Ne. Nisem tako poskočen. Si blondinka na federcah, No, to sem evo, zdaj vidiš. ugotovil. Ne, ampak se veš, kak je. Ženske morajo ponovadi skupaj držati, pa vas dedo že imam počas poln kufer, dobro, da je bila včeraj pač tule Naja, ne, ambasadorka Žalske noči. Tako da mi bo prav pasal malo ženske energije še zraven. Do takrat pa naj te še sam spomnim, pa tudi da ostalim povemo, da dejansko vsi delo z slovenskimi pevkami in pevci, Sara, Gaja Prestor, David Amaro, pa tudi Žan Serčič. Tako. Pa Masaja prihaja zdaj v Celje. Samo tukaj, da ne veste, na Full Face, malo reklame sem zdaj še za to naredila. Ja. Drugač pa, kako je zdaj to delati s temi našimi elitnimi pevci? Vrhunsko. Ful mi je všeč, ko se mi zdi, da vedno več mladih pride oziroma vstopa na sceno in je ful, bomo rekli, neke fresh muske in je kar tak mal osvežujoče za tvoja šesa, no, ker... Za moje ali za tvoje? Za vse, praktično, Za vse, no, ker ful delajo drugač. Recimo sploh, ne vem, Masaja recimo dela dosti drugač kot ostali in mi je to dejansko zelo fascinirano, da je spet nekdo prišel po dolgem času. Masaja je tudi posebno zaradi tega, ker je pač Primorka. Ja, to je to. S tem njenim res. načinom in naglasom petja ti vzame sapo, oziroma ker mal najprej zastrižeš z ušesi, pol ti je pa vse je cool. Ja, ne, pa vibe ima res dober, res ima vibe. Okay. Zdaj, da se vidimo, vrneva nazaj k Žalski noči. Ja. Zdaj, prej so govorila o tvojih sodelovanjih, se pravi z pevci in pevkami, z miksaško mat, ki ti pač posodijo vokal. Nekaj teh, da naštejemo, to so v bistvu Sara, Gaja Prestor, David Amaro, Žan Serčič in špekulacije, brez tega ne morem. Ja. A to pomeni, da boš na Žalski noči pripravil tudi kako presenečenje s kom od teh omenjenih, se veš, sprašujem za prijatelja? Mogoče ne smem glih preveč o tem govoriti, ampak lahko vam pa povem, da bom, kot se za fantasy oder spodobi, pripravil en tak fantazijski set. Ženske oziroma dekleta bojo zgubile glasilke naslednji dan, moški bojo pa muskelfiber imeli, tako da bo za vsakega nekaj, no. Ok, ko smo že ravno pri odru. Zdaj ponovadi so slovenski bendi nasploh, ne samo slovenski bendi, se veš, ko smo imeli nastop v živo, dobivali od rož, medvedkov, tudi kakšen modrček je letel v bistvu na oder. Ali se to tudi vam DJ-jem dogaja? Tudi enkrat se mi je dejansko res naredil, da sem dobil modrce, sem bil tak, to je to, I made it. Se pravi to, da te v bistvu potrdi, da si ekstra DJ, mora biti modrc na odru. No, mislim, jaz sem vesel, no, drugače. Uspel ti je, ne? Ja, potrdi mogoče marsikaj, ne vem, težko rečem. Čakamo torej na hlačke. Pripravite se, punce. V bistvu čakamo Žalsko noč, ne? Ja, sej na Žalski noči se lahko marsikaj zgodi. Bodimo realni. Tako. Zdaj, kaj pa kot obiskovalec Žalske noči? Kaj ti je recimo bilo všeč? Cela organizacija. Res je bilo, da best priješ not in se počutil tako, da sem že bil ne vem kolikrat na Žalski noči. Tako res ful dobro vibe pevno. Tudi recimo Elektroflor, ko je bil res da best, tudi oder, vse je bilo fajn, v glavnem. Pa vibe je fajn, meni je najbolj pomemben vibe. Ok, zdaj za vas DJ je znano, ne, pa nasplošno tudi v bistvu rockerje, da ste kar nočne ptice. Kako ti je bilo pa danes zjutraj pol ostati? Ja, grozen. Grozen. Moram povedati, da blondinka na federcah je najprej zahtevala kavo od mene. Ja. To je bilo prvo. In ta kava moram pohvaliti zelo dobro. Res, ful ti hvala, ker si mi rešila jutro. Mislim, hvala tudi tebi za čokoladite, da skrbiš za moje mazovčke. Ne, hvala tebi, ko obstajaš. No, s komplimenti bomo nadaljevali izven etra. Kaj bova še rekla za zaključek, za poslovilo iz Radia Fantasy, ko greš na Fantasy oder? Tako, pridite 2. septembra na Žalsko. Fajn bo. To je to, kar imam za reči. To je to? To je to. Si ziher? 100%.
Okay. Bom še jaz povedala eno stvar. Absolutno. Se rekli smo, 3+1 gratis, ne? V 3 je lepše, v 4 pa cenejše. Radio Fantasy. Radio Fantasy.